Matični mleček je dragocen pridelek čebeljega panja. Predstavlja hrano za čebeljo zalego in čebeljo matico ter ima mnogo pozitivnih vplivov na človekovo zdravje. Uporabljamo ga na različnih področjih, tako v farmaciji, prehranski industriji kot tudi kozmetiki. Njegova občutljivost in zelo zahteven postopek pridelave zahtevata pri pridelovanju veliko spretnosti in skrbi za čistočo. Zaradi vse večjega povpraševanja po matičnem mlečku ter zaradi drage in zamudne pridelave pa žal prihaja tudi do njegovih potvorb. Matični mleček izločajo mlade čebele delavke od 6. do 15. dneva starosti. Nastaja v njihovih krmilnih in mandibularnih žlezah, ki ležijo v čebelji glavi. V tem času mlade čebele imenujemo čebele dojilje. Z matičnim mlečkom čebele dojilje hranijo vse čebelje ličinke 3 dni. Po 3. dnevu pa samo ličinko, iz katere se bo razvila matica. Od hrane je namreč odvisno, ali se bo iz ličinke razvila čebela delavka ali matica. Matica se celo življenje prehranjuje samo z matičnim mlečkom. Matični mleček je od umazano bele do belo-rumene barve, kremastega videza. Viskoznost je odvisna od vsebnosti vode in starosti. Na sobni temperaturi matični mleček postaja bolj viskozen, temni in hitro izgublja kakovost. Vonj je kiselkast in oster, okus je izrazito kisel, rahlo trpek, rahlo sladek, oster s pekočim priokusom. Sestava matičnega mlečka je odvisna od sezonskih in okoljskih dejavnikov, do razlik pa prihaja zaradi različne prehrane in starosti čebel dojil, rase čebel ter od načina pridobivanja in shranjevanja matičnega mlečka. Matični mleček je sestavljen iz 60 do 70 odstotkov vode, 10 do 18 odstotkov beljakovin, 9 do 15 odstotkov sladkorjev, preostanek pa predstavljajo maščobe, rudninske snovi, encimi, nevroprenosniki, spolni hormoni, vitamina C in B kompleks ter vitamina D in E. Izjemnost matičnega mlečka predstavlja 10-hidroksidecenojska kislina, ki zavira razvoj mnogih bakterij in plesni. Matični mleček za lastne potrebe lahko pridobivamo iz družin v rojilnem razpoloženju. V času rojilnega razpoloženja čebelar pobere matični mleček iz odkritih matičnikov in ga shrani. Pridobivanje matičnega mlečka v večjih količinah je zamudno opravilo. Za proizvodnjo izberemo najmočnejše družine. Matice morajo biti samo v plodišču. V medišču mora biti vsaj 7 kg medu ter vsaj 1 ali 2 sata cvetnega prahu. V sredino mediščnega prostora damo 3 ali 4 sate zalege, odvisno od moči družine. 2 sata z mlado nepokrito zalego, da pritegnemo čebele dojilje, ter 2 sata s pokrito zalego, ki zagotavljata prisotnost mladih čebel. Čebele morajo imeti stalni dotok hrane. Med sate zalego damo lesen okvir, v katerem je letvica z matičniki. Popolnoma nove matičnike damo predhodno za 1 dan v panj, da se navzamejo panjskega vonja. Pred cepljenjem nove matičnike na dnu namažemo z matičnim mlečkom. V matičnike cepimo ličinke, ki so lahko stare do 24 ur iz zaleženih satov katerekoli družine. Cepimo v senčnem, zaprtem prostoru, kjer je vsaj 25 stopinj Celzija. Cepljeni matičniki in zalega za presajanje naj ne bodo na prostem več kot 45 minut. Na koncu 3. dne, to je po okoli 72 urah, ima vsak sprejeti matičnik bogato zalogo mlečka. Količina matičnega mlečka v enem matičniku se giblje med 185 in 280 mg. Vzrejne letvice odvzamemo iz medišča in z ostrim nožem porežemo podaljške matičnikov. Iz vsakega matičnika odstranimo ličinke in s palčko ali vakuumsko črpalko postrgamo matični mleček.
Kovinska žlička ni primerna, saj reagira s sestavinami iz mlečka. Pobran mleček ne izpostavljamo sončni svetlobi in ga prenesemo v temno embalažo. Takoj ga očistimo, da odstranimo voščene koščke in ga shranimo v zamrzovalnik. V izpraznjene matičnike ponovno vcepimo mlade čebelje ličinke in letve vstavimo na staro mesto med zalego. V povprečju moramo za 1 kg matičnega mlečka izprazniti do 2000 matičnikov. Shranjevanje na sobni temperaturi ni primerno, saj je matični mleček občutljiv na toploto, svetlobo in zrak, ter je zaradi vsebnosti beljakovin hitro pokvarljiv, lahko postane tudi žarek. V primeru neprimernega skladiščenja potemni in postane bolj viskozen. Matični mleček se najbolje ohrani pri zmrzovanju na -20 stopinja Celzija ali pa pri liofilizaciji. Hranjenje v hladilniku pri 4 stopinjah Celzija je sicer slabše, vendar še sprejemljivo. Matični mleček lahko uživamo svežega, samostojno ali pa ga kombiniramo z medom ali drugimi čebeljimi pridelki. Uporabljamo ga lahko kot dodatek v prehrani zdravega ali bolnega človeka. Primeren je tako za otroke, aktivno prebivalstvo, kot tudi za starostnike. Da je koristen za zdravje, so dokazali številni raziskovalci. Med drugim so ugotovili, da uživanje tega čebeljega pridelka znižuje količino skupnega in še posebej škodljivega holesterola in povzroči rahel porast koncentracije varovalnega holesterola. Poleg tega deluje na psihično ravnotežje, sistem endokrinih žlez, krvne celice in prebavni sistem. Odmerek je odvisen od starosti bolnika in vrste bolezni. Za otroke 5 do 10 mg dnevno, za odrasle pa 250 do 300 mg dnevno v 2 obrokih, zjutraj in zvečer, pred jedjo, v nujnih primerih pa količino povečamo. Najbolje je, da ga damo pod jezik in počakamo, da se počasi vsrka. Če nam okus ne prija, ga popijemo z malo tekočine. Dolžina jemanja matičnega mlečka je odvisna od zdravstvenega stanja osebe, ki ga jemlje. Majhne koncentracije so lahko dodatek naši vsakodnevni prehrani. Že v starem Egiptu so matični mleček smatrali za hrano bogov in ga namenili faraonom. Zaradi mnogih pozitivnih vplivov na človekovo zdravje, matični mleček velja za dragocen pridelek čebeljega panja.